Dopoldne se bodo sestali predsedniki koalicijskih strank in njihovih poslanskih skupin, ki bodo razpravljali o reformi trga dela. Minister Vizjak naj bi podrobneje predstavil tudi predloge za upokojevanje. Predvidoma naj bi na koalicijskem vrhu govorili zlasti o reformi trga dela, ki so jo začeli usklajevati že minuli teden. Ta teden se bodo predvidoma začela pogajanja s socialnimi partnerji, po nekaterih napovedih pa naj bi se vladne stranke lotile tudi pokojninske reforme. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal 17. posvet slovenske diplomacije, ki se ga bodo udeležili vsi vodje diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini ter vodstvo notranje službe zunanjega ministrstva. Na srečanju bodo govorili o praktičnih zadevah notranje organizacije ter o aktualnih mednarodno-političnih vprašanjih. Na individualnih pogovorih z veleposlaniki bodo vodilni predstavniki podjetij lahko dobili konkretne informacije o posameznih trgih in oblikah pomoči, ki jim jih diplomatsko-konzularna predstavništva lahko nudijo pri poslovanju na tujih trgih, so še napovedali na zunanjem ministrstvu. Srečanje bo v celoti zaprto za javnost. Nov rekord pa so v polnoči dosegle tudi cene naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega bencina bo po novem stal nekaj manj kot 1,6 evra oziroma slab cent in pol več. Prav za toliko je dražje tudi dizelsko gorivo. Liter kurilnega olja se je podražil še za nekoliko več, in sicer za 1,7 centa. Še največ, za 2 centa, pa 100-oktanski bencin. Vzroki podražitev so predvsem na mednarodnih naftnih trgih, vlada pa tudi tokrat ni spreminjala trošarin. Nadzorni svet Slovenskih železnic bo danes med drugim obravnaval tekoče poslovanje in rebalans poslovnega načrta skupine za letos. Skladno z rebalansom, ki ga je pripravilo vodstvo z Dušanom Mesom na čelu, naj bi železnice konec leta beležile minimalno izgubo, potem ko je polletna izguba znašala približno 7 milijonov evrov. V cestnem podjetju Ljubljana se stavka na delovnih mestih zaradi neizplačanih julijskih plač nadaljuje. Vodstvo družbe jim ni dalo nobenega pisnega zagotovila, da bo obveznosti do delavcev res poravnalo do danes do 14. Zato so stavkajoči danes dopoldne izvedli zbor na sedežu cestnega podjetja Ljubljana. Danes prvič obeležujemo Svetovni dan cerebralne paralize. Tema svetovnega dne je Spremeni moj svet v minuti. Organizatorji namreč verjamejo, da lahko ta dan spremeni življenje ljudi s to diagnozo. V ta namen so postavili novo spletno stran, na kateri zbirajo ideje o tem, kako izboljšati kakovost življenja oseb s cerebralno paralizo z vseh vidikov. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 23 do 29. V četrtek bo sprva še bolj oblačno z nekaj dežja, do večera pa se bo postopno zjasnila. V petek bo pretežno jasno. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Novosti v novem šolskem letu prinesle največ težav v prehrani otrok. Zbiranje šolskih potrebščin in oblačil za socialno ogrožene. Tudi v Podravju zaradi suše predčasne trgatve. Bodite z nami ob 18.